Ok, z mano je Hana Cloud. Cloud. Kako si se počutila, ko so ti dali to krono Miss Universe na glavo? Hvaležna, zelo hvaležna. Če bi Miss Universe izbrala pesem, ki te opisuje, katera bi bila? Krokodilčki. Ajde. Kaj vedno vzameš s seboj v torbico? Ja, to, ko smo se hecali klešče, ne, že na intervjuju za Miss smo imeli in sem rekla, da vzamem klešče, zato da izruvam probleme. TikTok ali Instagram, katero omrežje ti je bolj všeč? Ja, zdaj rabi biti Instagram, a načeloma mi je pa všeč TikTok, ker se mi zdi tako precej pristen. Katera je tvoja guilty pleasure serija ali film? Friends, ali pa mogoče Modern Family, tako nekaj takega sproščujočega. Meni pravijo, da sem ko Mitchell iz Modern Family, zdaj pa ne vem. Ja, mogoče, veš, da I see the resemblance, ja. Kaj bi povedala 15-letni Hani, ki se je, ne bom omenil, je pa uživala v borovem gozdičku, na prvem žuru na naši Robinovi zabavi? You got no idea what's coming. Kateri kompliment ti tebi osebno največ pomeni? To, da sem ful fajn, ker tako ljudje ful očitno misli, da nisem prav fajn. Tako pač res, you're such a cool person, pač tako res kakor v redu. Ali pa od koga, ki ga ful tako visoko cenim, da mi reče, da sem pametna, to mi je to tako. Zdaj veste za naprej. Kaj počneš, ko rabiš me time, Hana time? Rešujem križanke. Zakaj križanke? Ne, ful me, tako, kakšne take zahtevne križanke se mi zdi, kakor da dam vse druge življenjske probleme tako na stran. Se posvetim samo tistemu enemu in mi to pač komplet vzame cel fokus in me res pomirja. Pač tako, mislim, moja mama mi ne verjame, zmeri tako, da izklopi že enkrat te možgane tvoje. Ampak to mene res tako ena dobra kavica, ena križanka po kosilu. Jaz sem v nebesih, ne rabim drugega. Brihtna misica, smo že rekli. Če bi bila pa super junakinja, katero moč bi imela? Lepo to izključimo. Ful bi rada znala zdraviti ali pa prinašati srečo. Ne vem, če je to dejansko super moč, to se mi zdi. Mislim, tako resne zadeve. Tako, ne vem, to bi mi bilo ful dobro, da bi lahko pomagala. Če bi pa lahko večerjala s katerokoli znano osebo, kdo bi to bil? Ne z mano. Mislim, lahko tudi, ma s kom drugim. Aha, ali tebe sem hotela reči, zdaj kaj bomo zdaj? Živa, mrtva, to nima veze. Ne, mislim pač... druga tako je, tako govorimo hipotetično. Ja, bi morala biti živa tam. Ja, kjerokoli. Nekaj sem tako dead or alive, sem lahko Nikola Tesla, verjetno, pač res me zanima, kako razmišljam. To bi bili zanimivi pogovori, ja. Po moje, ja. Mislim, ne vem, če bi ga razumela realno, ampak... Kateri emoji te najbolj predstavlja? Bleščice. Kaj je prva stvar, ki jo narediš zjutraj? Da mleče noter, ker če ne sem slepa. Kateri je tvoj najljubši kraj v Sloveniji? Šempetar. No, dobro, to ni bila težka, ne? Če bi lahko vsem mladim dala en nasvet, kaj bi to bilo? Da naredi čim več napak, oziroma da je vse stvar perspektive. Da lahko zgrešiš 1000-krat in itak, če boš na koncu to sprejel kot neko lekcijo. Pač res vsaka stvar, ki jo v življenju narediš, je stvar perspektive. Vsaka zmaga, poraz, karkoli, če ti pogledaš na to iz enega zmagovalnega vidika oziroma iz enega vidika, da to tebi nekaj doprinese, to... Mislim, si srečen človek, no, to je prva stvar. In potem je tako z roko v roki s tem gre pač hvaležnost. Tako da biti hvaležen tudi za izkušnje, za dobre, slabe, vse to. Hvala, Hana. Želim ti srečno na Tajskem. Itak verjamem, da boš prinesla še eno krono naše kraje. Normalno, ma kaj pa drugega, mislim. A smo sploh dvomili. Žive.